Ponovno smo tu v domu našega nebeškega očeta. Vse vas lepo pozdravljam v imeni našega nebeškega očeta. In veseli sem prav za vsakšega, ker je danes prišel v Božji dom iskreno iskati, iskreno slaviti vsemogočnega Boga in iskati Božjo naklonjenost. Pa tudi, če si prišel samo iz navade, bodi brez skrbi. Bog odrešivlja. Bog želi vsakšega, ko je na toj zemlji, imeti pri sebi v večnosti. In znate ko? Bog je dober. Bog je zvest vsakšimi, ker je njimi zavipa, to je namreč Božja obljuba nam. In to leko preverimo, kaj je večkrat zapisano v Svetom pismi. In leko, če imate Biblijo, se če ne, pa seveda da tudi na projekciji gor, pogledamo skupaj v Hebrejcem 3. poglavje 6. vrstico. Kristus pa je bil zvest kot sin in sicer nad svojo hišo. Njegova hiša pa smo mi, če ohranimo zaupnost in ponos, ki ga daje upanje. Amen. Ali ohranjamo naše zaupanje in ponos, ker ga prejemamo od Boga. Jaz in ti sva Božja dediča. Jaz in ti sva del njegove cerkve in Kristus je zvesti svoji cerkvi. Veselimo se, ko nam je Bog zvesti. Veselimo se, ko nas Bog vodi za svetim duhom po naši potaj. Ne glede na to, kje smo, s kim se soočamo, če smo mi željni iskati Boga, nam je zvest. In Psalm 2:30, 5. do 6. vrstice piše to, gre smo malo dosti vrstic, mi ležamo že prej prav, ko mu že skoraj več kot Samuel nam predal. V Psalmi 2:30 poglavje, leko pogledamo 5. do 6. vrstice piše to. Svoj greh sem ti dal spoznati, svoje krivde nisem prikrival, dejal sem, priznal bom svoje pregrehe Gospodu in ti si odpustil krivdo mojega greha. Zaradi tega naj k tebi moli vsak, ki je zvest v ustreznem času. Kadar naplavijo velike vode, njega ne bodo dosegle. Biti zvest Jezusu Kristusu je fez pomembno. In ti smo prešteli, kar nam daje zatočišče in sigurnost tudi takrat, kdo se dvignejo valovi. Vse lepo in fajn. Ampak ali je stalno tako enostavno? Ali je stalno tako enostavno se zavedati toga, kaj nam je Bog zvesti? Kaj se želi skrbeti za nas? Kaj nas želi ponicati za blagoslov drugih ljudi in pa tudi nas same blagosloviti in dokazati, kako čudovit in kako dober je naš Gospod? Ne. Večkrat je nažalost to, ko pozabimo na Boga. In ne smo pozorni na to, komu nas usmerja naše razmišljanje. Kajti dejstvo je, ko se naše življenje giblje ponavadi v smer naše najmočnejše misli. Si osredotočen na Boga, na delo za njegovo kraljestvo. Stremiš proti tome, ko se čim bolj šeš povezati z nebeškim očetom, ko šeš imeti intimen odnos z njim. Tere se tudi življenje gibalo v smer in pa vsa dejanja, kar delaš, kažejo Božjo milost v tvojem življenju. Če pa se delamo preglavice z skrbmi, ker so izven našega nadzora in se spotikamo ob vsakšo drugo osebo in vidimo samo negativne stvari, te se posledično tudi na zunaj vidi, kaj nas to razmišljanje pela v napačno smer. Je pa res, ko se večkrat zgodi, ko smo prezaposleni. Z stvarmi okoli nas in pozabimo tudi na Boga, ker smo bili, kot povedali, zakopani v lastnih skrbeh in obveznostih. Naše razmišljanje se začne vrteti okoli nepotrebnih stvari in dobesedno odletimo izpod nadzora z našimi mislimi. In gratamo slepi za duhovne stvari. Zato, ko ima Bog planirano za mene, zato, ko ima Bog planirano za tebe. Naše skrbi nas okupirajo in ne pestijo, ko bi uvideli,
ker je kljub vsem valom Bog še vseeno gospodar vsega. Mogoče še držimo navado hoje v cerkev, moliti na glas, ker smo tako pač vojeni, ker to že delamo leta in leta, popevati te čudovite pesmi, ampak dejansko ne vidimo, kaj smo gratali mlačni. In gratamo slepi dejstvi, kaj ne delamo dobro, kaj smo zablodili. In v takšni situaciji je neenostavno znova spregledniti. Ampak da se toga zavemo, postane to postopek vrnitve k našemu Gospodi. Kajti moramo se staviti in začniti delati spremembe v naših življenjih. Ko pridemo nazaj pred Gospoda. In dogodek iz Svetega pisma, ker ga bomo danes pogledali, tudi govori o slepoti. In ne samo zato, ker se malo razgibamo, ampak tisti, što leko, vas prosim, kako stanemo iz spoštovanja do svete besede, do Svetega pisma in skupaj leko preštejemo v Markovom evangeliji 8. poglavje 22 do 26 vrstica. Marko 8, 22 do 26. In to pravi tako. Prispeli so v Betsajdo in pripeljali so mu slepega ter ga prosili, da bi se ga dotaknil. Prijel je slepega za roko in ga povedal iz vasi. Nato mu je s slino omočil oči, položil nanj roke in ga vprašal, vidiš kaj? Ta se je ozrl kvišku in rekel, vidim ljudi, kakor da bi okrog hodila drevesa. Nato mu je ponovno položil roke na oči in slepi je spregledal. Ozdravel je in vse razločno videl. In poslal ga je domov z naročilom, v vas nikar ne hodi. Ja, Gospod Bog, hvala te resnično za dnešni dan, hvala te za takšen lepo vreme, za takšen lepi čas, ker lahko imamo tu v tvojem domu in Gospod Bog, za čas slavljenja, za čas uvoda, za čas modrosti, za prepevanje pesmi, Gospod Bog, se tebi zahvaljujemo in Gospod Bog, resnično predajamo tudi nadaljno besedo tvoje roke, ki nas ti blagosloviš in ti posreduješ v naše življenje, Gospod Bog. Amen. Amen. Izvolite sesti. Torej, kratek odlomek dogodka smo prešteli in ponovno vidimo, kakšno moč je imel in pa še itak ima Jezus. In izpostavil bi rad 3 stvari, ker so meni osebno fejs zanimive, kot tako povem v tom teksti. In prvo zanimivost vidimo že včasih na začetku odlomka. 22. vrstica. Prispeli so v Betsajdo in pripeljali so mu slepega ter ga prosili, da bi se ga dotaknil. Torej, ne je slepi sam iskal pomoč, niti ne nič opisano o tom, kaj bi kričal za Jezusom, tako kot je to napravil tisti berač pri Jerihi, namreč v Luka 18. poglavju je zapisano, kaj je tisti berač kričal na vso moč za Jezusom, kaj bi ga čil, kaj bi ga ozdravil. Toga človeka pa so pripeljali drugi. In so tudi oni prosili Jezusa, naj ga ozdravi. Pa dobro, leko bi mogoče predvideli. Je ne znal, što ga je Jezus. Ampak mislim, da so za Jezusa čuli prav vsi v tistem času, glede na čudovite in velike stvari, ker je delal. Torej, on sam ne iskal pomoči glede svoje slepote. Ali smo mi tudi kdaj takšni? Enostavno idemo naprej in ne iščemo rešitve za naše stanje, za našo situacijo. S tem sem se sprijaznil in idem naprej in simbolično zapremo oči vsakši možnosti izboljšave našega stanja. Si v šoli in dobivaš slabše ocene, za sicer najmlajših njega tu, kaj lepjen. Si v šoli in dobivaš slabše ocene in si zadovoljen samo že z dvojko. Vej pa, tjavko, kaj sem skozi spravo. Malo se smegeš, a? Znaš, kako je to? Znamo, kako je to. Ali pa so v službi stalno nekšne pritožbe,
glede dela, glede organizacije, so pritožbe nad tev in si misliš, vej pa te, kodom mi gučale, vej pa te, zdonka so uni problem, nej pa ges, kodom mi zdaj tu nekaj pametuvali. Imaš probleme z penazami in imaš minus stanje, si misliš, vej pa, da je že prišla plača naslednji mesec, zuteča pa že nekaj bal. Ne spoznamo, kad delamo napako. Ne prepoznamo, kad smo mi problem in se ne potrudimo niti in se zadovoljimo z minimalnimi stvarmi. Tok pač je, idemo dole, pridejo že boljši časi. Ko bo. Ampak ali si Bog to želi za nas, kad smo tok? Ne, Bog si za nas to ne želi. On želi, kad spreglednemo, kad uvidimo, kad ne delamo dobro. On se želi, kad se začneš truditi v šoli, na faksi in dobivaš čim boljše ocene, saj si z tem že tudi vzgled sošolcem. Želja Boga je tudi, kad smo delavni in pozorni v službi, kajti vrvljite mi, če naše delo delamo, kako bi delali za Boga, do to tudi drugi ljudje okoli nas opazili. Trudi se biti dober do vseh sodelavcev, pa če gli znajo biti naporni. Pokažemo že v samom načini, samom pristopi do dela, kad smo Božja deca. Potem Damir je v uvode že omenil eden pregovor in pa jaz bi tudi še zdaj omenil eden pregovor. Denar je sveta vladar. To pravijo gnezden. Pa to je nujno sredstvo za preživetje. Ko boš brez penaz? Pa ko je še glede penaz bolj nujno? S temi penazami delati na pameten način. Še bolj pomembno, s temi penazami delati na Božji način. Bog blagoslavlja in bojmo njim zvesti tudi pri financah. In ko nam pravi Sveto pismo glede naših aktivnosti, glede našega dela, kako se ga naj lotimo. Mislim, da te vers vsi dobro poznamo. Zapisano ga imamo v Kološanom, 3. poglavje, 17. vrstica. To smo se pri veruki dostakrat že včili, ta vrstica na pamet. In vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. Mogoče, da tudi potrebno, kad nas do toga spoznanja pripeljejo ljudje okoli nas. Naši prijatelji, naša družina, kad izpostavijo našo slepoto. In nas usmerijo ponovno nazaj k Bogu ali pa na novo k Bogu. Dobro je imeti okoli sebe ljudi. Ne zato, kad bi nas obtuževali, ampak zato, kad bi nam pomagali biti bliže našemu Gospodu. Psalm 111, dosta vrstic sem pravil. Psalm 111, poglavje, 1. do 2. vrstica, pravi tak. Aleluja, zahvaljujem se Gospodu z vsem srcem v krogu pravičnih v skupnosti. Velika so Gospodova dela, preiskujejo jih vsi, ki imajo veselje z njimi. Moramo modro se je obdati z ljudmi, ker imajo na prvem mestu nebeškega Očeta. Kajti te mu po njihovem zgledu tudi mi sami spodbujani še bolj slediti našemu Očetu. Potem druga zanimivost, ker sem opazil v tekstu, je zapisana v 24 vrstici in to piše, ta se je ozrl kvišku in rekel, vidim ljudi, kakor da bi okrog hodila drevesa. Vidim ljudi, kako bi okoli odele dreve. Zanimivo. In lahko to tako razmišljamo. Te človek se je prelej v svoji slepoti verjetno zaletaval v dreve. In ker je spregledno, kako smo prešteli najprej megleno, se njim je zazdelo, ko so te ljudje mogoče podobni drevesom, v kera se je zaletavo. In če bi povedali noček, je verjetno tudi bil tisti, ker je drugim povzročil
nevšečnosti. Človek, ker je bil slepi, je blodil naokoli, je imel vpliv tudi na druge ljudi. Zato ljudem okoli slepca njegova slepota ne bila ok. Bil je na poti in je dosti navole povzročil. Ne je enostavno to. In zamislimo se malo. Ali imaš ti kakšen vpliv na ljudi okoli sebe? Oziroma, kamol noček pitam, ali se ti zavedaš, kakšen vpliv imaš ti na druge ljudi okoli sebe? Ali se toga zavedamo? Ne glede na to, što smo in kje smo, naša dejanja imajo vpliv na ljudi okoli nas. To se ne navezuje samo na kristjane, ampak na vse ljudi. Eden na drugega imamo vpliv. Kakšne pa so leko vpliva? To je leko dober pa slab. To je leko pozitiven in pa negativen vpliv. Vrblite me kazdom, kako je to. Nažalost smo s tem tudi izkušnje, ker se ne bi stalno najboljši vzgled na delovnem mestu. Bog pa je tako dober, kam je to razodel in se leko popravil svojo slepoto. In gre to dosti bolj pozitiven zgled za sodelavce. Mi imamo moč vplivati eden na drugega pozitivno ali pa negativno. Isto se dogaja tudi v cerkvi. Če se ne oziram na brata, na sestro poleg mene, se leko hitro dogajajo zamere in nevšečnosti. Ker se dostikrat znajo vleči leta in leta. Pogledamo nekaj odlomkov iz Svetega pisma, ker gočijo prav o tom, kako naj gledamo eden na drugega. In prvo leko odpremo v Rimljanu 14. poglavje 10. do 13. vrstica. Rimljanom 14, 10 do 13. In ti, zakaj sodiš svojega brata, dodom sestro? Ali pa ti, zakaj zaničuješ svojega brata ali sestro? Saj bomo vendar vsi stopili pred Božji sodni stol. Kaj ti pisano je, kakor ja živim, pravi Gospod, se bo pred mano upognilo vsako koleno in vsak jezik bo slavil Boga. Potem takem bo vsak izmed nas dajal Bogu račun o sebi. Zato nehajmo soditi drug drugega. Rajši pazite na to, da ne boste bratu v spotiku ali v pohujšanje. Splet 12. vrstica, to se spomni, kako je brat Viktor stalno to povzdarjal. Enega dne bomo pred Bogom to vse odgovarjali. Davali odgovor, davali račun o sebi. Potem leko pogledamo tudi v Titu, drugo poglavje, 7. do 8. vrstice. Ti sam bodi v vsem zgled za dobra dela. Pri poučevanju pokaži nepopačenost, dostojanstvo, zdravo in neoporečno besedo, da bo nasprotnik osramočen, ker ne bo mogel o nas reči nič slabega. Bojmo zgled eden drugemu in ne bojmo v spotiku. Kajti šele te, da Bog leko blagoslovo cerkev in razlil svojega svetega duha. In vsak naj pri sebi pazi, kakšen vpliv, kakšen vzgled je za ljudi okoli sebe. Moli se za to, naj ti Bog razodene, ko ne delaš dobro, ko ne delamo dobro in sledimo njegovimi vodstvi. Potem tretja zanimivost v tom odlomke, ko smo ga prešteli, je v 25. vrstici. Na to mu je ponovno položil roke na oči in slepi je spregledal. Ozdravel je in vse razločno videl. To je edini omenjeni primer ponovnega Jezušovega dotika pri ozdravljenju. Ne je razloženo, zakaj je to bilo, ampak mogoče je s tem Jezus želel pokazati moškami, kaj je bil drugim v napotu. In je posledično v njem tudi zbudil željo biti boljša oseba, biti
pripravljeni sprejeti te čudež, to spremembo, ker jim je Bog dal življenje, namreč da je spregledal. Ko sporoča ta vrstica meni in ko ta vrstica sporoča tebi. Jaz vidim to, kar se ne da vse spremenilo včasih v momenti, kdo se obrnemo na Gospoda. Včasih nam je potrebno takšno, lahko povemo, postopno ozdravljanje, kako kristjani zrastemo v zaupanje v Gospoda in zgradimo bolje oseben odnos z njim. In to jaz dostikrat omenil in sem že večkrat omenil, preizkušnje v naših življenjih Bog dopusti z namenom, kako kristjani zrastemo, se izgrajujemo in gradimo dosledni in stanovitni v verovanje in pridemo iz preizkušnje trdnejši in močnejši. In pa tudi zato, ker skozi to spoznamo, ko smo delali narobe. Ali pa celo uvidimo, ko nas je pripeljalo do slepote v naših življenjih. Ne stalno enostavno spremeniti svoje razmišljanje, vedenje ali pa svoje navade. Ampak z Jezusom na prvom mestu, z vodstvom Svetega Duha in pa pravo spodbudo, da nam to uspelo. In v to sem prepričan. Namreč zavedajmo se, da smo del Kristusovega telesa. In vrvle, ka si Bog želi, ka smo vsi trdi v veri. In v Efežanom 4. celotno poglavje goči o tom, kakšni smo nekako del Kristusovega telesa in kako smo nekako skupnost, kako smo nekako ta cerkev Jezusa Kristusa. In lahko preštejmo Efežanom 4. poglavje, ne celo, ampak od 11. do 16. vrstice. Efežanom 4, 11 do 16. In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do mere doraslosti Kristusove polnosti. Tako ne bomo več nedorasli otroci, ki jih premetava in kot valove razburka vsak veter nauka v človeški zvijačnosti in pretkanosti v blodnem zavajanju. Pač pa živimo iz resnice v ljubezni, da bomo v vsem rastli vanj, ki je glava Kristus. Iz njega dobiva rast celotno telo, združeno in spojeno z njim ob sodelovanju celotnega veziva, po delovanju v skladu z mero slehernega dela, tako da omogoča rast telesa in gradi sam sebe v ljubezni. Tu nas spodbuja, ko se naj prizadevamo za rast v veri v Gospoda. Kot posamezniki, kot cerkev, kot skupnost, kot telo Jezusa Kristusa. To ne da gratalo mimo grede, ampak v vztrajnosti in doslednosti. In zakaj je to potrebno? Zato je potreben čas izgrajevanja. Ne da stalno vse včasih šlo, tako smo si mogoče mi zamislili. Božji načrt za nas pa je čudoviti, to je dejstvo. Ne dajmo se slepiti od toga sveta, ne dajmo se zamotiti z nepotrebnimi skrbmi ali situacijami, ker ne moremo kontrolirati. Za vse, ko nas teži, ko nas skrbi, se molimo in Bogu predajmo vse naše izzive, naše skrbi. Kajti on nam je dal obljubo, kako smo že na začetku prešteli, kad je nam zvest. Hebrejcem 3. poglavje 6. vrstica. Kristus pa je bil zvest kot sin in sicer nad svojo hišo. Njegova hiša pa smo mi, če ohranimo zaupnost in ponos, ki ga daje upanje. Za zaključek bi rad podelil še besedilo pesmi Briana in Katie Torvald z naslovom Spomni se. In pravi tak. Kako hitro pozabimo na Boga, ki je prisoten v vsakem našem dnevu. Kako lahko je izgubiti pogled na tebe v našem vsakdanu.
Kako hitro pozabimo na moč, ki prebiva v naših srcih. Moč, ki prazni grobove. Duša moja, spomni se, s kom se pogovarjaš. Namreč s tem, ki je premagal smrt. To je ta Bog, ki hodi s teboj. Duša moja, spomni se, da to, kar je delal takrat, on dela še danes. Njegova moč še vedno lahko obuja mrtve. Ne verjemi lažem tega sveta, ker on še ni končal s svojim delom. Naj ne pozabimo ta glas, ki drži nazaj valove. To je namreč ta isti glas, ki je zapovedal, naj bo vodovje. Združimo se v pesmi večnega slavljenja, edinega Boga, ki prazni grobove. Če ti razdelil si morja narazen, potem lahko zlomiš vse okove greha. Če tvoja beseda je ustvarila gorovja, potem jih prav tako lahko tudi premakne. Če ti premagal si smrt, potem ta moč, ki obudila te je, ponovno delovala bo. Duša moja, spomni se, s kom se pogovarjaš. Dragi prisotni in draga prisotna, ali dopustiš, kad je Bog posredoval v tvojem življenju? Ali pa boš šel dole slepo v svojem življenju? Ali si pripravljen spregledati? Če ja, te se pozeraj vsakšej situaciji na prvo mesto na Boga. Slavi ga, popej v njime pesmi. Preučuj njegovo besedo, ker imamo v Svetom pismi. Bojmo zvesti in zdajmo, kad ti leko odpre oči, ko boš videl. Jezus je ozdravljeno dal še en nasvet. Na konci teksta, ker ga smo prešteli. V vas nikar ne hodi. To pomeni, ne vračaj se na prejšnji način življenja. Če si napravo odločitev za spremembo, te hodi v tom, kot ti Bog davle. V tvojem življenju odi z odprtimi očmi in vidi. Amen. Gospod Bog, hvala ti resnično za te čas. Gospod Bog, hvala ti za tvojo besedo, za te tekste, ki lahko preberemo. In Gospod Bog, hvala ti, ker ti lahko skozi to čist in nas želiš opomniti, ker si nam ti zvest, ker ti želiš biti z nami, ker ti želiš imeti odnos z nami, Gospod Bog, ampak ne nadaleč. Ti ščeš imeti intimen odnos s vsakšim posameznikom in ščeš, kar spregledamo v našem življenju, ko delamo narobe, komu moramo iti naprej. Ščeš, kar spregledamo in gledamo na tebe, samo Gospod Bog, in ti zavipamo. In izgrajujemo prek tebe, Gospod Bog, naše vero, kada je trdna in zvesta tebi. Amen.